Lepo pozdravljeni, z velikim veseljem sem danes tukaj na predstavitvi treh posebnih kandidatk za poslanko v državnem zboru. Treh kandidatk, ki so se same na nek način pridružile Slovenski ljudski stranki, ki so si same dali naziv, kot pravijo, Žerjavove mušketirke, ki so se same zbrale pogum in se odločile v to kandidaturo. Moram povedati, da gre pri vseh treh za veliko entuzijazma, za veliko energije, za veliko nenazadnje poguma, iznajdljivosti in nasploh neke topline, pozitivne topline, ki so jo prinesle v Slovensko ljudsko stranko in jaz sem tega zelo vesel. Vesel sem tudi tega, da v ljubljanskih krajih tudi skozi te tri mušketirke ponujamo vendarle to žensko toploto, žensko srčnost, kar je v tem času še toliko pomembno in verjamem, da bo vse to, kar so tri mušketirke prinesle, Monika, Alenka in Olga, našo društvo, našo stranko, da bo to v Ljubljani dalo pozitiven rezultat. Same so pripravljene marsikaj storiti. To se je pokazalo ne samo zdaj v tej kampanji, ampak tudi sicer skozi svoje delo v preteklosti. Skratka, so ženske, ki vedo, kaj želijo, ženske z izkušnjami, ženske z mnogo prakse, takšne, ki so operativne, to, kar nam velikokrat seveda primanjkuje, skratka, ženske, ki se obrnejo trikrat v eni sekundi. In takšne potrebujemo v državnem zboru, takšne, ki razumejo vsakdanje probleme ljudi, ki znajo prisluhniti tudi tistim, ki so danes na obrobju, ki se soočajo z, bom rekel, z svojim težkim življenjem, ki nimajo prihodnosti. Tudi tem znajo prisluhniti, tudi s svojim delovanjem v humanitarnem smislu, kar so dokazale, že preden so seveda se odločili za svoje kandidature. Gre za ženske, ki imajo občutek za kulturo, za kulturno udejstvovanje, za to, kako kulturo približati ljudem. In jaz sem prepričan, da vse to Slovenija potrebuje. Vendarle bi ob tem tudi dodal, glede na to, da se v zadnjem času seveda veliko govori o enakomernem razvoju Slovenije. Tudi sam sem to velikokrat poudaril, da je to seveda tisti temelj, ki ga mora odgovorna politika zagovarjati in tudi udejaniti, da bo seveda vsa Slovenija se razvijala z eno hitrostjo, ne z dvema, ne z tremi, vendarle je ob tem tudi potrebno poudariti pomen prestolnice, pomen Ljubljane kot takšne, ki mora imeti svoj status, ki mora imeti svojo prihodnost. Namreč prestolnico imamo samo eno in kot takšno je potrebno spoštovati in seveda tudi prestolnica znotraj tega enakomernega regionalnega razvoja mora najti svoj prostor ene hitrosti razvoja in verjamem, da je to edina prava pot. Skratka, moramo zagotoviti, in to bomo v Slovenski ljudski stranki tudi počeli, da ne bo razlike v možnostih za razvoj. Možnosti za razvoj otrok v Prekmurju, na Koroškem, Kozjanskem, Beli krajini, Brkinih, še kje v Sloveniji, v primerjavi z možnostjo razvoja otrok, ki se rodijo v velikih središčih. Tako da, jaz bi na koncu seveda dal veliko poguma še za ta koliko, 2, 3 dni, 4 dni, 4 dni,
kampanja gre v grande finale, kot se temu reče. Verjamem, da boste uspeli prepričati ravno zaradi svojega preteklega dela, zaradi vašega odnosa do ljudi, veliko ljudi, da vam bodo dali glasove. Slovenska ljudska stranka, takšne kandidatke. Hvala, da ste se odločili. Hvala lepa, predsedniku ljudske stranke. Na koncu bomo doživeli tudi eno presenečenje, so nekaj pripravile tudi kandidatke, še prej pa bomo prosili, da se nakratko predstavijo in tudi izpostavijo tiste glavne smernice, ki se zdijo najpomembnejše v naslednjem mandatu. V tretji volilni enoti, 9. okraju Ljubljana Šiška 2, kandidira gospa Alenka Zavišček-Stojanovič, ki pravi, zmorem vse, če se celotim. Hvala za besedo. Se bom nakratko predstavila, sem poročena, mama 3 sinov, ponosna mama 3 sinov, sicer magistra poslovnih ved, svoje znanje še izpopolnjujem na doktorskem študiju. Za kandidaturo za poslanko sem se odločila zato, ker vem, da ni odgovorno sedeti le doma in kritizirati razmere, ampak je potrebno tudi nekaj storiti. Izpostavila bi skrb za učinkovito delovanje pravne države in zagotovitev državljanom in državljankam Republike Slovenije dostojno življenje. Zato podpiram delovni načrt SLS-a, v katerem je predvideno tudi reševanje problema sociale z vzpostavitvijo enotne evidence premoženja socialnih prejemkov za potrebe socialnih transferjev se pa bodo upoštevali vsi dogodki in vse premoženje. In zaradi vse večjega razslojevanja v družbi ter velikega števila brezposelnih se bo uvedla tako imenovana družinska dohodnina za družine, po kateri bodo davčni zavezanec za dohodnino družine in ne zgolj posameznik. In tako naprej. Menim pa, da je tudi potrebno s pomočjo državne politike stopiti na prste tudi osebnim interesom na lokalni ravni, urediti razmejitev javnega dobra in lastnine oziroma solastnine ter pospešeno rešiti težave, ki jih imajo blokovska naselja s pripadajočim zemljiščem in parkirišči, tako v Ljubljani, še posebej v Šiški, kot tudi celotni Sloveniji, ter poskrbeti za sosedu prijazno lokalno skupnost. Predvsem je potrebno zagotoviti ustrezno zakonodajo, ki bo onemogočala nepravilnosti tudi v lokalni politiki. Zato pustimo preteklost in poskrbimo za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Nadalje imamo gospod Moniko Malešič, sicer gospodarstvenico. Odlikujejo predvsem pogum, saj si upa, pa naj bo karkoli. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in se bom pravzaprav osredotočila kar na širši problem Republike Slovenije. Zavedamo se vsi, da so časi hudi, da smo v hudi ekonomski krizi in že tako vroče razmere na kriznem polju evroobmočja podžiga še dodatno ponedeljkovo poročilo bonitetne hiše Moody's, saj po njihovih ocenah dolžniška kriza na kontinentu ogroža kreditno sposobnost vseh evropskih suverenih držav, kar pomeni, da smo pred bankrotom ni varna nobena država evrske skupine. Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava se resnosti situacije dobro zaveda, zato smo pripravili ustrezni delovni načrt. Slovenija bo na podlagi proračunskih omejitev v okviru programa stabilnosti nacionalnega reformnega programa pripravila načrt konsolidacije javnih financ. Morda bi nakratko poudarila samo še to, da pozivam volivce, da naj ne nasedajo tako rekoč medijsko odmevnih strank, ki obljubljajo nerealno povečanje gospodarske rasti. Slovenska ljudska stranka Radovana Žerjava je v svojem programu realna. Morda bi dodala samo še to,
V preteklosti je imela Vlada Republike Slovenije, tudi sedanja koalicija, možnosti črpati strukturne sklade, sredstva iz strukturnih skladov. Slovenija je na tem delu naredila in storila strateško napako že pri črpanju sredstev, saj ni izkoristila vseh potencialnih možnosti, ki jih je imela. V delu, kjer pa je del denarja strukturnih skladov vendarle pridobila, je bila Slovenija sistemsko neproduktivna. Namreč namesto, da bi z dodeljenimi sredstvi ravnala čim bolj objektivno in konstruktivno, so se posamezni resori ministrstva, SVRS in SVRL med seboj dajala, kdo bo pravzaprav s tako velikimi sredstvi upravljal. S tem pa je bila storjena velika škoda podjetnikom. Tako da stranka SLS Radovana Žerjava se bo temeljito zavzemala, da bodo gospodarstveniki dovolj ozaveščeni, da bodo pravzaprav imeli možnost, da bodo pravočasno obveščeni, ko se bodo pojavljali razpisi, da bodo enake možnosti imeli vsi in ne samo tista dobro zlobirana podjetja. Kajti dogajalo se je to, ko so razpisi kakršnikoli prišli ven v javnost, javno objavljeni, da se pravzaprav dobri podjetniki z dobrimi investicijskimi predlogi niso uspeli prijaviti, niso uspeli pravočasno zaradi neozaveščenosti pripraviti svoje investicijske projekte in pravzaprav odleteli zaradi laičnih napak. Mi se tega zavedamo, mi vemo, da smo odvisni od gospodarstvenikov in v Slovenski ljudski stranki bomo pripravili poseben program, da bodo podjetniki dovolj dobro, dovolj konstruktivno, dovolj objektivno in profesionalno ozaveščeni in bodo imeli možnost črpati sredstva, kar se tiče na področju konkurenčnosti, razvoja slovenskega podjetništva. To funkcijo doslej opravljajo tudi akti, ki pa jo ni upravil dovolj profesionalno in mi bomo to spremenili. Hvala lepa. V 4. volilni enoti v 9. volilnem okraju kandidira gospa Olga Čeh. Predvsem kulturnica, ki pričakuje tudi marsikatero spremembo na tem področju. Prosim za vaš začetek. Hvala lepa. Ja, pozdravljeni. Sem umetnica zgodovinarka, že 20 let aktivno delam v kulturi in tudi, če nisem v kulturi, spremenim vse okrog sebe v to smer, da se posvečam vse okolje. Se upravičujem, to je pač moje poslanstvo, tako si ga jemlje. Kultura, ki jo tako radi postavljamo v ospredje, kot paradni konj, je prisotna sicer povsod, ko se hočemo predstaviti, ko hočemo pokazati, kako smo super, kako smo dobri, a smo tako malo pripravljeni narediti in jih pomagati za boljši jutri, da je tukaj nastala velika škoda in pa velik razkorak. Sigurno ni potrebno veliko, mogoče samo neke določene manjše zakonske spremembe, ki nam bodo omogočile, da se bodo kulturni produkti, se pravi na področju glasbene, likovne, plesne umetnosti, na področju literature, na področju filma, da se bodo sami tržili, oziroma da bodo sami lahko preživeli. Da ne bo potrebno, da jih bo država hranila kot tretjerazrednega invalida, ampak da bodo sami preživeli, da bodo imeli možnost z svojimi presežki na področju umetnosti in kulture enostavno živeti in delati. Da jim bomo odprli svoje domove, da ne bomo zapirali vrata in ne bomo rekli, kriza je, ne bomo uporabljali kulturnih dobrin, ne bomo kupovali slik, ne bomo hodili na koncerte v kina, bomo šparali. Ne. Naša identiteta je v kulturi, naše mesto je ob kulturi. Zato, ker zmeraj do zdaj smo vsi Slovenci izjemno prodorni in tudi tujina nam je x-krat posvetila. Zdaj, v tem času, moramo te stvari na zelo enostaven način
izboljšati, jih postaviti na tako mesto, da bodo same sebi lahko služile in da bodo umetniki s veseljem živeli v naši prelepi Sloveniji, kar dan danes ni lahko. In dobro, če tudi se umetnost poraja iz bolečine, da lepši highlightsi prihajajo vedno iz nekih tožnih in žalostnih situacij, dajmo jim, da bodo spodobno živeli. V vsakem primeru je, kot sem že rekla, za to potreba za domala. Vse, kar imamo v Slovenski ljudski stranki, v SLS-u, Radovana Žerjava, je tisto, kar sem jaz iskala vso to obdobje. In na nek način imam občutek in sem prepričana in vem, da smo sposobni stvari premakniti na bolje, če ni enostavno in ne bo nam lahko, kaj pa je v življenju. Še nekaj bi izpostavila. Mislim, da zelo pozabljamo na starostnike. Res je, da ko si mlad in si poln elana in energije, niti ne pomisliš, da boš lahko še star, če bo le vse po sreči, če ti bo to dano, če boš lahko preživel vseh 7 obdobij po Shakespeareu, 7 Ages of Men, da bi govoril Shakespeare. Ampak starostniki imajo poleg tega, da imajo bogate izkušnje, tudi veliko dozo znanja, ki jo imajo nakopičeno in ki ga je treba izkoristiti. Se pravi, ni jih treba zapirati in se jim odpovedovati, ignorirati, ampak jih je treba vključiti, pametno seveda, izkoristiti in ne čakati, da bodo svoj žalostni konec dosegli v domovni za onemogle. In vse to je SLS, gospoda Radovana Žerjava, pripravljen se spopasti s tem, kajti lahko imamo gospodarstvo razvito, lahko imamo tudi ekonomijo, Bog daj, da bi jo imeli, ampak če ne bomo imeli svoje identitete, če ne bomo imeli svoje kulture, če ne bomo cenili svojega jezika, potem se nam zelo slabo piše. Hvala. Hvala lepa. Gospod Čeh. Kjer imamo? Tako. Kjer imamo tukaj predsednika Slovenske ljudske stranke, je na voljo tudi za morebitna vprašanja, prav tako kot so na voljo tudi vse kandidatke mušketirke. Jaz poštevam Veselčinja, zanima me rezultat, ki ga napovedujete v ljudski stranki. Še nekaj dni ostalo. Jaz pravim tako, da sem še vedno v to trdno prepričan. Ne govorim na pamet, govorim na osnovi informacij, ki jih imam, da bo Slovenska ljudska stranka v nedeljo presenečenje teh volitev. Govorim o pozitivnem presenečenju, seveda negativno. To ne govorim na pamet. Imam informacije, imamo meritve, ki kažejo na to in potrjujejo to mojo izjavo. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Tudi? Ja ne, smo bili izčrpni, ne? Potem pa na kratko gremo še na zabavni del. Zoran, se čuje. Puška. Glasno. Bi prosil za mogoče malo voda? Ja, jaz bi s ponosom povedala, da nam je pevec Radovan Žerjav posnel in spesnil pesem na temo 3 Žerjavovih mušketirk. Izdelali smo si CD-je. Pevec Radovan Žerjav pa bo prišel z pesem Odpeti v petek ob 3:30 na parkirišče gostilna Livada in srčno vabim krajane in krajane Ljubljane. In seveda so ostale. To pa je inovativni pristop. Da bomo zdaj tudi slišali to pesem. Zdaj se vam pa zahvaljujem, se vam tudi lepo.